Zdaj pa, režija moja draga, bo napočil čas, oziroma je napočil čas za mojo drugo današnjo gostjo in prvo glasbeno gostjo, ki sliši na ime Stela. In ona je meni ena taka zelo lušna punca, vrhunska pevka, obetavna glasbenica, ki ste jo spoznali na letošnji Emi Fresh, torej na prireditvi Ema Fresh, ki je bila mičken pred to pravo Emo, kjer so se predstavili mladi pevci in pevke. In Stela je eno tako res energično, lušno, poskočno bitje, razumeš, vidi si, da je strašno mlada, da ima energije za 100 starejših žensk skupaj in zelo sem vesel, da je ona zdaj z mano po Skypu in da ji rečem: Stela, hej, hej, hej! Hejo! Se slišima, vidima? Se slišimo? Jaz slišim. Super! Stela, daj mi povej, Ema Fresh, katero mesto si ti tam osvojila? Mesto po televotingu mislim, da sem bila druga, po žiriji pa ne vem, mislim, da sem bila po žiriji zadnja. Zakaj hudiča nisi zmagala na Emi Fresh, ti meni zdaj to povej? Koga moram jaz za ušesa prijeti, zakaj ti nisi zmagala, Stela? Ne vem. Če ti ne veš, tega krivca moramo nekje do konca leta, moramo to ugotoviti, kaj se je zgodilo, ne? Stela, daj mi povej, koliko si stara, pa koliko časa v bistvu se ti ukvarja z muziko? To je klišejsko vprašanje, ampak mi paše zdajle, ker si res eno mlado bitje, no? Jaz sem skoraj 20, 21. maja, zdaj bom 20, čez slab mesec. Ukvarjam se pa z glasbo od prvega leta dalje, ne se ne, od takrat že pojem, ampak ukvarjam se pa tak. Ja, no povej. Ukvarjam se pa tak, recimo, mislim, da sem prvič, da sem šla tak na en pevski festival, recimo sem bila 11 let stara. Kaj to bi kak veseli tobogan ali kaj takega? Kaj je bilo takrat, pred 10 leti, se spomniš, kam si to šla? Na Brinjevko. Brinjevka se je reklo. Čakaj, ko si bila stara 11 let, ste pili alkohol v bistvu otroci in potem ste mogli peti ali kaj? Ne, kaj? Ja, Brinjevka je pijača, ni? To ni to alkohol, ali kaj? Ne, to je vrsta ptice, mislim, da. To je vrsta ptic, čakaj, posle jaz ptico pil, ali kaj? Dema stran od tega. Stela, povej mi, ta tvoj novi komad, ki ga bomo danes tudi zavrteli, je naslov, kak je naslov, točno naslov mi povej. Ne vem, če sem v redu. Aha, no in ta ne vem, če sem v redu, ne vem, ko ti to ponavljaš v komadu not, je to autobiografija, torej sprašuješ samo sebe, da nisi ziher, če si v redu, ali kaj si hotel nam s tem povedati? Ja, pač tist občutek, ki ne veš, tak ono, nisem glih super, nisem pa glih tak ono čist out, ampak nisem pa, ne vem, prosto ne vem, jaz mislim, da večina nas ne ve cel cajt, kako se počutimo, tak. Zakaj bi mogli vedeti? Zakaj bi mogli vsako čustvo imeti neko nalepko? Dejansko si ko Hamlet, ne, ko se je spraševal to be or not to be, pa je s to lobanjo govoril od fotra, ne. Stela, še pol minutke časa mama, predno greva, ali kak se smečka, predno greva na videospot, da nam povej na hitro, zakaj je ta komad, misliš, pa vsem se tako fajn pri ljudeh prijel, no, kaj misliš, da je bil recept, da je ta komad pa vsem postal nek mini hit, pa po moje še večji hit zelo kmalu, no? Ja, ne vem, meni se zdi, da je ful tak catchy, tak earworm, tak, ker se ponavlja ti zdaj, ne vem, če sem v redu, pa tak mood je, vsaj me. Ok, Stela moja draga, jaz se poslavljam od tebe, hvala ti lepa za tale kratek in sladek insert, imela smo se čudovito, kar pomeni, da te naslednjič mogoče povajam še za kak daljši čvek, ker se itak sam smejima, kar je cool, in zdaj z velikim veseljem zavrtim tvoj videospot, torej ne vem, če sem v redu in želim, da ta žirija iz Eme Fresh si umije ušesa in ugotovi v bistvu, kjeri pesmi je dala strašno malo podpore, ker to sem pa prav jaz bil, ker je res dober komad. Stela, lepo bodi, lepo zdrav in se slišiva. Najlepša hvala in enako. Čau. Torej, dame in gospodje, Stela in ne vem, če sem v redu.